Hej, čau! A smo znali, da naredimo en tutorial, kako narediti korekcijo nohtov iz telih v malo lepše nohte. Za odstranjevanje bom uporabila kar električno pilico, in sicer jaz imam najrajš keramične pilice. Uporabljam rdečo, kot vidite, rdeča oznaka je, to pomeni, da je neka srednja grobost pilice. Zakaj keramične pilice? Ker se ne segrevajo. Pač, če pa ti pade na tla, je pa ful pomanjkljivost ta, ker se ti lahko raztrešči. Pilimo srednjim delom pilice, potegnemo od spodnje strani do konice, to se pravi do prostega roba, če že lahko tako rečem. Ne pilimo ves čas na istem mestu, ampak se sprehajamo iz ene strani nohta na drugo stran. Kakšno pilico izbrati, vam tudi to razkrijem v elitnem masterclass programu. Tam sem tudi naredila analizo, katere so najboljše, katere so na trgu in tako naprej. Pač definitivno izbiraš pilico, ki ima 30 tisoč RPM, to se pravi, to so revolution per minute, se imenuje. Zdaj imam pilico, ki se vrti v nasprotno stran, mi pa vlečemo v drugo. Tako da tole počasi popilimo stran. Kot vidite, nisem prej omenila, nohte delam sebi, delam na svoji dominantni roki. Zdaj bom pa pilico tudi obrnila na reverse in bom pilila proti spet konici. Lahko bi pa pustila to isto smer piljenja in bi pilila proti sebi, tako kot sem zdaj na začetku pokazala. Kadar imamo kamenček, ga nikakor ne smemo odstranjevati z navadno ali pa sploh pa ne z električno pilico, ker si jo bomo tako uničili, ampak imamo ene takšne klešče, ki v bistvu so za nič, ampak so še vedno dobre za odstranjevanje kamenčkov, s katerim primemo kamenček in ga potem odstranimo. Ko so vsi kamenčki odstranjeni, potem šele lahko začnemo z električno pilico ponovno odstranjevati material. Keramična pilica, to, ki jo imam jaz trenutno, odstranjuje dejansko lahko permanenten lak, zelo lepo se odstranjuje material, ne zatika se, vidimo, da je lepa, gladka površina in se ne segreva. S keramičnim odstranjevalcem se ne segreva noht, kar recimo, če imamo kakšne karbidne nastavke, tam se pa zna zgoditi, da se segreva in pač nas zapeče oziroma stran. Sedaj pogledamo, kako izmerimo dolžino. Lunico damo čisto skupaj v isto ravnino in pogledamo dolžino. In nato to prilagodimo. Je pa res, da sredinski nohti, to se pravi nohti sredinca, so malce daljši, že zaradi tega, ker je sam po sebi daljši in da potem dobimo enakomeren izgled. Sedaj popilimo še okrog obnohtja, tam, kjer je bil narastek, to se pravi tam, kjer ni bilo materijala. Tam, kjer ni bilo materijala, pilimo z čisto fino pilico 180 do 240. 240 je še najboljša varianta. Nikakor ne gremo piliti z grobo stranjo pilice, kajti vsakič, ko uporabimo grobo pilico na naravnem nohtu, je večja verjetnost, da bomo prepilili noht, in prepiljeni nohti so potem sama težava. Sama težava že v smislu, da na material odstopa, da bo stranka vsa nesrečna, ker se ji bodo začeli vihati na konicah. Nič ji ne bo ustrezalo, karkoli bomo probali, nič ji ne bo ustrezalo. Potem tudi, ko bo dalo v lučko, jo bo zelo zapeklo, tako da res ne prepiliti naravnega nohta. Kar pa v resnici se zelo hitro lahko zgodi, zato toliko bolj poudarjam. Potem pa damo najprej, odvisno seveda, katere materiale uporabljamo, kakšen sistem uporabljamo. Jaz danes uporabljam kostka sistem in sicer najprej dam primer, to je prva plast, da zveže gel in noht skupaj, potem bom pa all-in-one gel uporabila za podaljšanje oziroma samo dejansko za okrepitev.
Prvo plast res na tanko namažemo, s tanjšim čopičem dejansko tudi odvisno, no, kakšen čopič vam ustreza. Jaz sem rajš malo manjše čopiče, da sem lahko bolj natančno v okolici ob nohtja. Res pazite, da se ne dotikate ob nohtja. To je zelo pomembno, tudi predvsem tiste, ki delate same doma, same sebi nohte, kajti vsakič, ko se dotakneš kože, je večja verjetnost, da postaneš alergična na produkte. In enkrat, ko si alergična na produkte, ni več vrnitve nazaj. Vedno znova to zelo močno poudarjam, ker res želim, da ne bi postale alergične, ker ni potem več rešitve. Tako da ja, najprej jaz kar vse 4 namažem na tanko in potem dam v lučko. Zdaj pa v primeru, da se ti kakšen noht zlomi, dam malo več materiala, zato ker že v prvi plasti zgradim konico, ne v celoti, ampak si jo že kar močno ukrepim. Tako da tudi tukaj se vidi, koliko več materiala se da, kot recimo samo v primeru utrjevanja noht oziroma ko že imamo podlago naravnega nohta. Tukaj grem do določene dolžine, tiste dolžine, ki sem jo zmerila, z sredinskim nohtom, ker to je zdaj kazalec. Zdaj pa že gradimo noht, vedno pogledaš noht iz strani, zato da vidiš, kje ti manjka, kje moraš dati največ materiala in ponavadi, kadar delamo v bistvu samo korekcijo nohtov, vidimo, da nam na zadnjem delu manjka največ materiala, tako da ga damo tam največ, kjer je stresna točka. Pazimo, da je stresna točka na prvi do drugi tretjini nohta, da ni slučajno šla preveč od polovice naprej, polovice nohta naprej na konico, kajti s tem potem spet imamo težave z odstopanjem nohtov, lomljenjem nohtov in tako naprej. Gledamo tudi, da imamo dovolj materiala na stranicah nohta, da nimamo premalo materiala. Pogledamo vedno iz strani, preden damo v lučko, če smo dali dovolj in če imamo stresno točko. Da gre gel res po sredini, po stresni točki, obrnemo prst, zravnamo to z mizo in potem dejansko steče direktno po stresni točki. To je en trik, ki res ful pomaga. Sploh takrat, kadar imaš tekoč gel. Potem zdaj pogledamo, ta noht je zelo naravnost, tako da zopet zadaj dodamo več materiala, gremo levo, desno, da zgradimo, probamo ne se sprehajati s čopičem gor, dol, pa nazaj, pa levo, pa desno, kar v večini na začetku to sigurno delamo, ful preveč, ker če se preveč premikamo s čopičem naprej in nazaj, dobivamo zračne mehurčke v notranjost gela in potem si jih je težko znebiti. Zakaj ni okej, da imamo mehurčke? Zato, ker potem noht ni več tako stabilen, kot bi bil, če teh mehurčkov ne bi bilo. Plus estetsko ravno ni, sploh če imamo recimo prozorno, potem pustimo na koncu. Zdaj pa gradimo noht, tukaj vidimo, da damo več materiala, kot smo ga dali na prejšnjih nohtih, kajti na prejšnjih nohtih smo samo utrjevali naraven noht, ne potrebuješ toliko materiala, kot zdaj v tem primeru, ko gradimo konico. Damo na prvi del nohta pri obnohtju, ne dotikamo se z materialom nikakor obnohtne kožice, obnohtja in zgradimo potem noht, odstranjujemo šablono, tako da spodaj res močno stisnemo, da čisto popusti, pa potem odstranimo stran, nikoli na silo ne vlečemo. Odstranjujemo s klinarjem ta lepljivi del, ki se nikoli ne spolimerizira. Zakaj to odstranimo? Zato, da vmes, ko pilimo, bi se ta lepljivi del oprijemal pilice in posledično bi mi lahko to prenesli potem še na kožo. To je nespolimeriziran material, kar posledično pomeni tudi dejansko, da je alergen. In tudi vmes, ko pilimo, se vidi, kako gre prah, odpada in če mi nimamo rokavic, koliko je večja možnost, da postanemo alergični na material. Zato je zelo pomembno, da uporabljamo rokavice ves čas in da se čuvamo. Najprej grem vedno jaz popiliti konice, dolžino in obliko. To je pač moj prvi korak, dolžina in oblika. Potem pa pilim naprej in sicer grem piliti
stranske robove, jaz rečem temu trebuh nohta, potem je naslednja faza okoli obnohtja, potem pa proti stresni točki in proti sebi, da stanjšam konico, da ni predebela. Lakirala sem z šelakom. Lahko bi katerikoli permanenten lak, lahko bi bila to gel barva, lahko bi bil to gel, barvni gel, poljubno. Sami si izberemo, kaj je nam najljubše ali pa kaj imamo pri roki. Šelak sem najprej mislila, da bom izbrala najprej temnejšo, pa svetlejšo, ampak na koncu, glede na moj dizajn, ki sem si ga zamislila, mi je bila potem tale všeč, tako da sem potem na koncu uporabila 2 plasti te barve, tega permanentnega laka. Kot ste opazili, nisem uporabila bejza, to se pravi, bejz dejansko veže keratin naravnega nohta in potem barvo, kar pa v našem primeru ne potrebujemo. Zakaj ne? Ker imamo že spodaj gel. Vedno nanašam vsaj 2-krat, včasih so kakšni permanentni laki takšni, niso dovolj pigmentirani, da jih je potrebno namazati večkrat. Seveda moraš pa paziti na samo debelino materijala, kaj če daš preveč materijala, kaj se bo zgodilo, material se ti bo nagubal. In pomagi si, kar je tudi ena najpogostejših napak, ko greš okrog obnohtne kožice, da ali se jo dotakneš, ali si pa preveč stran. Si to pomagi kar z ful tankim čopičem, lepo pride zraven in lepo namažeš. Danes sem se odločila, da testiram žigosanje oziroma štempilke na lepljivi površini nohta. Kajti tele štempilke prozorne sem kupila v Moju London in sicer so zelo lepljive, pač ta površina je zelo lepljiva in sem rekla, nič, daj da probam. Kajti, če sem to delala s konec štempilkami, se mi je vse skupaj spackalo. Tako da, evo, tukaj je bilo to uspešno, ampak boste videli, kar nekaj preglavic so mi povzročile tele štempilkice, Super je ta prozorna, zato ker vidiš čez. Odlično je in evo, tukaj je že ena težava, ko izpade to ven, to mi je že ne vem kolikrat padalo ven in potem dati to not je tudi malo tako težje, zakaj, ker je ta blazinca lepljiva. Tako da, ja, to je ena taka pomanjkljivost teh, ker recimo s konadovimi nisem imela teh težav, da bi kaj izpadalo stran, Vedno si izmeraš, če slučajno imaš predolge nohte, nič hudega, komot zdaj, ki je prozorna, ti je ful lažje pač to dopolniti. Doštukati po domače. Tukaj mi je ušla seveda in ni mi šlo, kaj ni šlo. Ja, nisem mi štempilko odštempljala, ker sem hotela tudi to stestirati, a lahko 2-krat dam gor na štempilko, ampak ne gre vedno znova, moraš namazati. Evo, tle sem še konico dokončala za celoten dizajn. Dajte mi še vi napisati v komentar, če imate tudi vi kdaj kakšne težave s štempilkami, ker jaz prvič, ko sem jih kupila tele, tudi dejansko sploh nisem mogla nič odštempljati, ker sem dala premalo laka, recimo to je eden izmed problemov, da daš premalo laka. Ampak recimo v tem primeru imam to jaz ful en star lak, ker se vidi, da je ful gost, pač ta je namenjen dejansko štempilkam, in ni tako kar navaden lak, ki navadni laki niso tako gosti, Ful je dobro, da imaš kakšen tak starejši lak, ki so gostejši in zato, ker pa pride v te vdolbinice od žiga in tukaj ste spet videli, da imam spet težavo, da se ni odštempljalo. Ker moraš delati dejansko ful hiter, ker če ne delaš ful hiter, se ti zasuši in spet je to ven padalo, in potem sem preveč noter porinila. Tako da, ja, tole sem rekla, da bom kar pustila, zato da vidite, da tudi če se ukvarjaš z nohti 10 let, imaš še vedno lahko težave, definitivno, pač nikoli ni, jaz pravim, da pri nas, pri nohtih nikoli ni 1+1, 2, ampak je ali 3, ali 10, ali 7 in je važno to, da se ti znajdeš. No, na koncu smo le uspešno tole rešili, še palec in smo. Kot vidiš, dejansko 1-2-krat, ne očistim vedno, ne očistim vedno te šablone, to se pravi tega vzorca in spet mi je ven padalo, to je bilo tako unbelievable. Pa nazaj porinem, pa preveč porinem, v glavnem,
je kar malo velika pomanjkljivost, ampak okej, ajde. Se navadiš očitno tega, mislim, pač prednost je definitivno ta, da vidiš čez, tako da pol imaš, zaradi tega uporabljaš to štempelko in ne ono Konadovo, ker recimo s Konadovimi, jaz sem jih imela 10 let, nikoli nobenih težav, z njimi sem delala normalno, tako da pač tudi se pol naučiš, da tudi s Konadovo štempelko ti sam lahko vidiš in veš, kje boš dodal še vzorec, ki ti manjka, ne rabiš tega prozornega. Pač ja, verjamem pa, da za začetnice je definitivno lažje in nasplošno lažje, da imaš ti tole prozorno, ne. In voilà! In smo končali! In za konec sem uporabila od Makarta, poglejte si kodo, tudi spodaj v komentarju, v opisu sem dala link, povezavo, kjer si lahko nabavljate stvari, so zelo ugodne, zelo posebne stvari in moram reči, to so pač moji prvi mat nohti, ker do zdaj jaz nisem marala mat, jaz sem una shiny straka, jaz hočem vse, da se blinka, tako da sem navdušena tudi nad tem mat zaključkom sem navdušena, ker sem jih tudi že prej nekaj let uporabljala, sprobavala, testirala in je ful velik teh mat lakov, ki pač niso okej, ker pustijo sledi, ne zmaterajo in tako naprej. Ampak na tem vzorcu je pa tole top. Tako da poglejte si, kaj vse imajo in tudi kodo s popustom je spodaj.